V današnjih kvikih boste dobili nekaj napotkov, kako nuditi prvo pomoč sebi ali svojim prijateljem, kadar ste sami doma ali v naravi. Z Janom bova zato simulirala nekaj možnih hipotetičnih situacij, v katerih se lahko znajdete in potrebujete pomoč. Ja, Rok, sorry, ker motam, lihkar sem med delenjem backflipov na BMX-u padel. A se ti to zdi problem? Ja, to je prva hipotetična situacija, ko vaš friend neuspešno skuša kljubovati gravitaciji. Če se pri stiku z realnostjo in trdimi tlemi poškoduje, mu čim prej priskočite na pomoč. Poudarek je na čim prej. Če rana ni pregloboka, jo nežno sperite s čisto vodo in se odpravite domov ali nekam, kjer boste rano lahko razkužili in povili. Če pa rana še vedno krvavi, je pomembno, da krvavitev hitro ustavite. A še vedno krvavi? Ne upam pogledati. To naredite s pritiskom na rano. V idealnih razmerah si boste najprej umili in razkužili roke, krvavitev pa boste ustavili s sterilno gazo. Če pa ste slučajno sredi gozda in tega nimate, lahko uporabite karkoli čistega. Recimo vašo majico. Prosim pazi, da me ne bo treba roke odrezati. Jaz balanco z obema držim. Pomembno je, da poškodovan del telesa miruje. In če je le možno, da je dvignjen nad nivojem srca. Na rano pritiskajte, dokler se krvavitev ne ustavi. Če je krvavitev močnejša in se ne ustavi, rana zateka ali se vašemu prijatelju vrti ali pa mu je slabo, takoj pokličite na številko 112. Če telefona nimate, tecite do starša, babice, tete, bratranca ali do prve osebe s telefonom. Preveč krvi sem zgubil. Umrl bom! Ne, vse je v redu. Če poškodovanca nikakor ne morete pomiriti, pa lahko pokličete tudi Juša. Predstavljajte si, da ste sami doma in vaš friend se odloči, da si bo skuhal čaj. Šalco z vodo da v mikrovalovno pečico in pozabi, da se šalca ogreje skupaj z vodo. Odložil sem šalco in sem se polil in zdaj me res boli. In to so opekline. Če gre za easy opekline, damo v pečeno mesto za 15 minut pod tekočo vodo, ki ima približno 15 stopinj. Ja, in kako naj jaz vem, da ima voda 15 stopinj? Spomnim se na kopanje v Bohinjskem jezeru. Ko greš po prstkih v vodo, to je približno 15 stopinj. A ti vedno hodiš okoli z vedrom, ki ima noter vodo, ki ima 15 stopinj. Ja. Če ste se polili po oblekah, si jih ne slačite. Roko ali poškodovan del dajte pod vodo z obleko vred. Lahko se namreč zgodi, da si boste z obleko vred potegnili dol tudi nekaj kože. Mokro obleko pa boste lažje odstranili. Še kar peče. Ja, ker še ni bilo 15 minut. Čez opečeno mesto nato namažite aloe vero ali pa kakšno drugo kremo za opekline. Opekline druge, tretje ali četrte stopnje prepoznate potem, da je ožgana koža mehurjasta ali počrnela. V tem primeru nikakor ne mazati poškodovanega dela s kremami, ampak vse skupaj samo prekrijte z ohlapnim materialom, da se rana ne okuži. A imam jaz opekline četrte stopnje? Lahko se zgodi, da hujših opeklin ne boste niti čutili, ker je vročina uničila živčne končiče. V vsakem primeru pri hujših opeklinah pokličite 112. Pri blažjih pa Juša. Zamislite si, kako se vaš friend sonča na plaži in zaspanča. Vi greste vmes v vodo, on pa se sonča in spanča. Vi greste vmes na sladoled, on pa se še kar sonča in spanča. In tako dobi vročinski udar, poznan tudi kot vročinska izčrpanost. Gre za ekstra hot situacijo, ko naše telo ne more več regulirati naše telesne temperature. To globalno segrevanje je šlo čisto predaleč. Vročinski udar prepoznate potem, da vaš friend na soncu dobi glavobol. Postane mu slabo, vrti se mu, pa še švica bolj kot običajno. Jaz imam vse to. Kaj naj naredim? Juš! Juš! Prva stvar, ki jo lahko naredite, je, da greste v senco. Če ni naravne, zrihtite umetno. Nato pa poskrbite, da bo friend popil veliko vode, na glavo pa mu dajte mrzle obkladke. Ampak jaz bi imel še Juša. Če nimate Juša in vidite, da friendu ni boljš, pejte do zdravnika. A nimava Juša? Daj piti to vodo, no? Pa jaz bi imel Juša. Ok, evo ti Juša. A veste, ko je petek in je nekdo malo preveč spil? Ne rečem tega velikrat, Roki, ampak ti si en Juškan model. Če frenda zanaša levo in desno, če slabo izgovarja besede in se na naključne mimoidoče dere... Ja,
Čau! Potem je najbrž popil preveč alkohola. Vaša prva naloga je, da poskrbite, da se v takem stanju ne usede za volan ali na kolo, ali pa da ne naredi kakšne druge neumnosti. Kaj si rekel? Jaz ne delam neumnosti. Šel tepst. Brez obsojanja mu ponudimo vodo in ga prepričamo, da še ena runda res ni potrebna. Če friend nadaljuje s popivanjem, bo vaša naslednja naloga izmikanje bruhicam. Ok. Jaz se ne počutim dobro. Pri bruhanju izgubimo veliko tekočine, tako da je zelo pomembno, da friend pije vodo. Nikoli več nam pil. Več, kot sem danes. Zavest je tako kot denarnica. Ko smo pijani, jo lahko izgubimo. V teh situacijah je res fajn, če imaš zraven sebe enega dobrega frenda. In vsi vemo, kdo takrat pomaga. Če friend zaspi, ga postavite na bok oziroma v Superman pozicijo, da se slučajno ne zaduši z bruhanjem. Če pa izgubi zavest, pa nujno pokličite 112. Prva pomoč pa je še kako nujna v situacijah, ki vključujejo droge. Zopet, najboljša pomoč je voda. Wow. Vsi smo voda. Droge so zabavne, dokler kar naenkrat niso. Pri uporabnikih drog se lahko pojavi cel kup različnih zapletov, ki pa se med seboj razlikujejo glede na to, katero drogo ste zaužili. Zelo pogost je paničen napad. Preveč vode. Preveč vode! Kar lahko vedno naredite, je, da osebo, ki doživlja panični napad, odpeljete v hladen in miren prostor ter stran od ljudi. Potem pa ostanete pri njej in jo pomirite s prijetnim pogovorom. Jan, Rok tukaj? Vse bo v redu, samo te droge so bile malo močne. Ampak brez skrbi, kmalu bo minilo. Daj mi povej, kdo je tvoj najljubši član osvežilne fronte? Juž. Pol imaš pa srečo. Če nekdo doživlja panični napad zaradi drog, je zelo pomembno, da zmanjšamo količino dražljajev, kar pomeni, da ni glasne glasbe, močnih luči in nekontroliranih plesnih gibov. Če se oseba po 15 minutah pomiri, je vse ok. Če pa ne, pa raj pokličite 112. Lahko da bodo starši jezni, ampak saj zato pa so, da nas vsake toliko spravijo v red.